prvi dizajn, level, nivo 1, to se pravi lahka poslikava. Za to poslikavo potrebujemo tanek čopič, gel in pa kamenček za na konec. Najprej naredimo pikice, pazimo, da imamo več materiala, zato da lahko potem potegnemo navznoter in kasneje še navzven. Nato, poleg teh 5 začetnih pikic, narišemo še zraven vsake črte po 2 pikici. In vse skupaj potem po isti metodi vlečemo. Vlečemo navznoter in pa navzven. Pomembno je, da imamo res tanek čopič in pa dovolj materiala. Druga poslikava, nivo 1. Potrebujemo tanek čopič, bel gel, raje naredimo temnejšo podlago in nato začnemo. Najprej naredimo 5 pikic na vsaki strani. To se pravi, sredinska pikica, kot vidimo, je debelejša, je večja, zato da lahko potegnemo črte navzven in pa črte navznoter. Metoda je ista kot pri prvem dizajnu. Ne pozabimo narediti še snega, snežink, pikic. To lahko naredimo z posebnim pripomočkom ali pa kar z istim tanjšim čopičem. Na koncu potrebujemo še akrilni prah, prozoren ali bel, posujemo in nato damo v lučko. In smo že pri tretjem dizajnu. Potrebuješ tanek čopič, gel barvo in kamenček za na konec. To je drugi nivo, za to poslikavo boš potrebovala približno 1 minuto. Narediš križ iz majhnih pikic, sredinska je največja, potem pa z enakim razmakom med vsako narediš še dodatne vmesne pikice. Nato pa iz sredinskega dela potegneš navzven črte. Paziš, da čopiča ne pomočiš preveč v samo kapljico. Narediš še sneg in voilà! Poslikava nivoja 3, potrebuješ 2 minuti za posamezen noht. Delaš poljubno, najprej narediš zunanje večje črte, to se pravi križ, povlečeš navzven, tehnika je ista, iz kapljic potegneš navzven in pa navznoter. Manjše prostore zapolniš z manjšimi črtami. Na koncu dodaš sneg in pa na sredino dodaš kamenček. In smo že pri zadnjem dizajnu, nivo 3. Potrebovala boš približno 2 minuti za ta dizajn, potrebuješ pa običajne pripomočke, kot smo jih do sedaj, razen na koncu še potrebuješ debelejši čopič, širši čopič in pa jaz sem uporabila Emi pasto, ki je gostejša od navadnega gela za ta poseben efekt. Najprej narediš križ in potem še razpoloviš prostore, to se pravi, na 8 enakih delov razdeliš na krog, če si predstavljaš, kje bo krog. Potem pa na najdaljših daljicah narediš 4 pikice, iz katerih povlečeš s to isto tehniko, ko smo jo do zdaj uporabljale, navzven in pa navznoter. Nato položiš špičko čopiča in povlečeš navznoter in potem iz kapljice potegneš še malo navzven, zato da dobimo lepo ravno črto. Zdaj pa samo še na notranjih prostorčkih, ki so ostali prazni, samo s konico, dejansko konico čopiča položiš in dobiš manjšo črto. In nad to črto narediš še pikice in dizajn je že končan. Za piko na i uporabiš na sredini kamenček in pa jaz sem obrobila z čopičem in pa z Emi barvo, ki je gostejša.